To že snema. Živijo, dobrodošli spet na mojem kanalu. Vem, da čist premalo objavljam na svojemu kanalu zadnje leto, ampak žal ima leto premalo dni, da bi lahko še za svoj content delal vloge. Kdor pa želi spremljati moje hribovske vloge, pa lahko tudi pogleda na Lidlovem YouTube kanalu, tam objavljam enkrat na mesec vlog. Ampak se vrnemo na ta video. Ta video je v sodelovanju z Nevelom. Nevel je proizvajalec, ki izdeluje baterije, softboxe, lučke in take zadeve za fotografe in snemalce. Njihove izdelke pa lahko najdete v trgovinah Beseničar. Poslali so mi nekaj izdelkov, cirka pol leta nazaj, da sem jaz to testiral in zdaj lahko dam honest review. Poslali so mi tole baterijo, ki je modra. Ne samo, da je modra, ampak se boljše obnese v mrazu in pa ekstremnih temperaturah. Ful mi je prišla prav po zim, ko je bilo res mrzlo in sem rabil zanesljivo baterijo, da je zdržala dlje časa. Druga baterija, ki sem jo postavil, je pa tale. Izgleda kot obična baterija, klasična, razen to, da je pač rjava. In pa sem se zdaj zasidil v te barve. V glavnem, kaj je pri njej prednost, je pa tole, da ima na koncu ponivc za USB-C oziroma priklop za USB-C ponivc. Pomeni na potovanjih in to, če bi vzel samo eno baterijo s sabo, bi pač enostavno z istim ponivcem lahko filal vse. Da pač te baterije prijeta ekstra prav, so mi poslali še tale ponivc, da lahko filam dve baterije naenkrat. Prednost tega ponivca je pa to, da ima integriran kabel, pomeni spet en kabel manj za nositi s sabo na potovanjih, ki jih gledaš, da čim bolj zoptimiziraš vse skupaj. Powerbank. 24.000 mAh. Kaj je velika prednost tega powerbanka, je to, da se res ne sprazne kar tako. Torej, jaz grem na turo, dvodnevno vzamem ta powerbank in imam poskrbljeno za čelno lučko, za fotič, za telefon, za vse, kar rabim. In če slučajno spet hočem zoptimizirati kabloje, ki ga nosim s sabo, za iPhone oziroma za kjerkoli telefon ne rabim jemati s sabo posebej ponivca, ampak ga lahko filam brezstično. Poslali so mi tudi eno stvar, ki sem mislil, da je ne bom kaj dosti uporabljal, dokler nisem dobil in začel uporabljati. Tale multipolnilec, bom rekel T-Power, ima dva izhoda USB, dva izhoda USB-C in od zdaj naprej, odkar ga imam, ko grem na shootinge, je to vse, kar rabim in pa par kablov za filati stvari. Poslali so mi pa tudi eno stvar, ki je še nisem uspel testirati, ampak ko dobim naročilo še moje V-mount baterije, bo sigurno prišel prav in tole je tale ponivc za 4 baterije naenkrat, kateri lahko služi tudi kot napajalnik. Če damo baterije gor, imamo izhod za polnjenje drugih naprav. Poslali so mi še eno lučko, super zadevca za fotografe in snemalce. Zakaj? Ker si lahko malo bolj kreativen potem s tem. Spreminjaš lahko itak svetlost, white balance, barve. Poslali so mi softbox, katerega uporabljam tukaj. Super pride prav, sploh posebej za tega, ker še nisem imel. Mislim, ker ga še nisem imel. Zdaj pa, da se vrnemo k bistvu. V tem vlogu bom z vami delil moj način editiranja, na kakšen način dobim določene barve, določene efekte, določeno osvetlitev. Težko pa z vami delim prakso, torej veliko videov, kjer se lahko naučite osnove kompozicije, ampak še vedno jaz verjamem, da je to najhitreje in najbolj kvalitetno se naučiti iz prakse. Imam tudi tečaje, ki me spremljate na Instagramu, ste že videli in pač predlagam, da se udeležite enega od tečajev, kjer vas lahko naučim dejansko kompozicijo v praksi. Fotka, katero bom danes editiral, je fotka, ki je nastala na enem izmed mojih tečajev. Imeli smo super razmere, šli smo na sončni zahod na Veliko Mojstrovko, kjer je pač ta izrazit pogled na Jalovec s tem grebenom v ospredju in je kompozicijsko zanimiva lokacija za narediti lepo fotko. Tisti, ki fotkate, poznate razliko med RAW datoteko oziroma RAW fotko in pa JPEG-om. JPEG na prvi oči izgleda bolj privlačen, ker ima že kontrast, ima že barve. RAW fotka je pa pač sprana, bleda, zato ker desaturira in pa zmanjša kontrast. Torej, če bi hotel zdaj to fotografijo spraviti nazaj nekot na originalno stanje, bi povišal kontrast, bi povišal saturacijo
in ta plava seveda ni uživo tako plavo, tako da je tudi white balance nekoliko kiksno mimo, zato pogrejem nekje na realne barve. To bi bila recimo original fotka. Zdaj, moj edit, oni, ki me spremljate na socialnih mrežah, veste, da imam nekoliko bolj pastelne barve, nekoliko bolj svoj nek stil v svojih fotografijah in to bomo danes tukaj naredili s to fotko. Torej, da se vrnem nazaj. Kaj bi prvo naredil? Prvo bi naredil crop, 4:5 dimenzija. Zakaj? Zaradi tega, da tukaj lepo delim na tretjine približno, torej subjekt nekje na prvi tretjini, druga tretjina recimo nebo, nekaj tazga. Leva tretjina je vrh jalovca, desna tretjina nekje na približno je torej ta podvrh jalovca oziroma del grebena jalovca. Ko imam narejen crop, prvo bi malo posvetlil zadevo, malo bi dodal kontrasta, ne preveč. Vse, kar delamo minimalno, če ne fotografija izpade preveč umetna. Dostikrat vidimo na spletu recimo fotke, ki clarity in dehaze fajn nabijajo. Zdaj, meni osebno je to neprivlačno, ker je vse preveč ostro, ne veš, kam bi gledal, zato probamo z našim editom narediti edit tak, da oko opazovalca pripelje tja, kamor mi želimo. Jaz ponavadi grem s clarityjem v minus, zato da dobim malo mehkobe v fotko. Dehaze dam poljubno, malo moram pogreti fotko. Takole. In že zdaj smo dobili veliko lepši rezultat. V tem primeru sem tukaj kadriral torej sem planiral kader tak, da imam ta greben jalovca, ki je bil osvetljen na subjektu, torej imamo eno leading linijo, ki pripelje pogled na subjekt, druga leading linija je pač greben. In potem nadaljujemo naprej. Highlights, tukaj bi jih zmanjšal, zato da dobim podatke nazaj na nebo. Sence bi malo spustil, črnine bi malo dvignil, torej blackse, in pa highlights oziroma whites bi dvignil, da dobim svetlost nazaj na fotko. Če pogledamo v histogramu, se nam tukaj v bistvu prikaže, kateri deli so kako osvetljeni. Torej lahko to, kar tukaj editiram, lahko editiram tudi v tem modelu. Torej blackse lahko tukaj spuščam, torej vidim, da grejo blacksi do 0 recimo. To pomeni, da je fotka underexposana. Highlights enako tukaj, torej vse se tukaj lahko igramo še v zgornjem delu. Jaz se nekako poslužujem temu delu in pa krivuljam. Zdaj, pri krivuljah je enako kot histogram, torej čist spodnji del so blacksi, sredinski del so shadowsi, midtonesi v tem modelu, highlightsi v tem modelu oziroma čisto zgoraj. Zdaj, v tem primeru bi tale je šla mimo, tole še malo spustil, blackse bi majčkeno dvignil, zato da dobim tam rahlo spran videz. V tem modelu bi tudi malo spustil in highlightse bi malo dvignil. Ker pa nam oko vedno gre iz temnega proti najsvetlejšemu modelu, mi tukaj pogled beži na nebo. To rešim z maskiranjem, gradient, takole, in exposure nekoliko spustim. Zdaj, to vpliva tudi na, malo pogrel, ne preveč. To vpliva nekoliko tudi na goro, tega ne želim, zato dam subtract, objekt, object in označim, kjer ne želim, da vpliva. Takole in mi odstranim. Zdaj, ker vidim, da nisem imel spucanega senzorja kamere oziroma fotoaparata, vidimo torej te reflekse tukaj gor, to ne zgleda privlačno, zato vzamem healing tool in enostavno zmaskiram ven te fleke. Evo, all done. Zdaj, ker imamo objekt osvetljen iz njegove desne strani in tukaj, če pogledamo ta del gore in ta del, je razlika v svetlosti,
smo imeli z te strani torej nek dvignjene highlightse, zato bom jaz naredil tukaj masko. Takole je usmeril približno, kako je sonce bil usmerjen in bom spustil dehaze, s tem dobimo ta spran občutek in vizualni izgled. Malo bomo pogreli, da se nam ujame z barvo na vrh jalovca. In s tem smo dobili eno tako globino fotke. Tukaj sicer še jaz nisem čisto zadovoljen, ampak recimo to bi že lahko bila fotka, ki bi lahko bila sfiniširana. Ampak bomo šli en step naprej. Naredili bomo še eno masko, bomo spodnji del fotke zatemnili, zato da nam ta svetloba spet ne vpliva na naš pogled. Takole. Potem tale del ima podatke in bi jih rad izpostavil, bi naredil še eno masko v tem delu. Takole. Tule bi dvignil clarity. Takole. Malo dehaze, da dobimo spet globino in odstranimo nebo, zato da nam slučajno ne vpliva ta maska še na nebo. Tako, da bomo označili samo ta del. Tukaj se nam malo zgubi ta subjekt, oziroma oseba gor, zato ker barva je nekoliko rumena. To mi ni všeč, ker rumena je sicer topla, ampak proti plavi ni dovolj komplementarna. Trudimo se vedno izbrati komplementarno barvo, tako kot vidimo tukaj za mano, plava in pa oranžna. Zato bom zdaj jaz tukaj spremenil oranžno na dejansko oranžno, takole, rumeno tudi nekoliko bolj v oranžno in pa plavo malo bolj v takole. Imamo sicer neke zelene tu na nebu, to mi tudi ni všeč, to je pa zaradi tele maske. Tukaj takole malo še lahko potemnimo. Vedno se igramo z nastavitvami, da vidimo, kaj najbolj vpliva, kaj najbolj dela v našem primeru. Takole. Ok. Takole, zdaj imamo fotko že kar blizu, bom rekel, željene fotke. Malo več si želim, torej te svetlobe tukaj je malo premalo poudarjena, zato bom šel sem, dvignil shadowse, da dobim še malo večji efekt. In pa vedno v bistvu, ko editiram, se sproti odločam, kako in kam bo fotka šla. Sproti vidim, kaj se dogaja s fotko. V tem primeru bi imel še malo več globine, če bi subjekt še malo bolj lahko odstranil iz ozadja. To lahko dobim še enim gradientom, torej dvignem sem, poravnam in dvignem shadowse, dvignem highlightse, mogoče ne shadowse toliko, in pa dehaze spustim precej. Zdaj ne me še obsojati, vem, da še ne zgleda v redu, to pa zaradi tega, ker smo zdaj preveč odprli ta del, zato odstranim torej object, odstranim greben, povsem stran. Evo ga, torej kaj smo dobili s to masko, ni še v redu, subtract brush, še odstranim vse tole. Tako, s tem smo dobili kot neko meglico v spodnjem delu in s tem smo subjekt še bolj ločili stran iz ozadja. Nebo mi še mogoče rahlo preveč modro vleče, torej bi ga, kje sem ga označil? Tukaj si. Torej, preveč mi na modro vleče, ne preveč na toplo, ker ne želim tega fake oranžnega neba, ki pač nebo ni oranžen, če ni oblakov gor.
zato bi ga samo po moje desaturiral. Malo na til dal in to je to. Zdaj, lahko se potem še lotimo, pa gremo malo maskirati posebej grebene, grape in te zadeve. Zdaj, tukaj se mi zdi, da ni potrebe in je v bistvu fotka več kot zadovoljiva. Če pogledamo prej in potem fotko, razlika je precejšna. Mogoče bi spremenil samo še v tem delu. Takole, da malo zmanipuliram oziroma da malo skalibriram barve. Takole, zdaj tole se nam približno ujema. Če pogledamo barvo, kako je osvetljen subjekt in pa vrh gore recimo je nekje tam. In pa tudi v shadowsih imamo neko naravno plavo, ni zdaj ona preveč živa. Jaz imam nekoliko svoj stil edita, vsak fotograf ga ima in večkrat sem že dobil komentar, ja to pa ni naravno, to pa ni res tako bilo, to pa ni. Fotografija je umetnost in tako jo treba imati. Zato, ker ko slikar slika neko pokrajino in nekaj, lahko jo naredi totalno abstraktno, lahko jo naredi totalno realno. In za vsako panogo so neka pravila, ki jih pač upoštevaš ali ne. Gre za to, da pač nam ta pravila pomagajo do boljše kompozicije fotke, ampak sama fotka, na kakšen način je zeditirana, je pa čisto nam poljubno všeč. In vsaka moja fotografija je narejena tako, da dam noter v njo to, kar čutim, to, kar sem čutil na sami turi ali pa tisti dan, ko editiram. In to bi bilo to za današnji vlog. Upam, da ste se kaj novega naučili, da ste kaj odnesli od tega. Naročite se na kanal, pofollowte na Instagramu, kjer dam ponovati vprašanja, če delam vlog, kakor je tale usmerjen, kaj bi želeli videti v naslednjem vlogu. To je to, imejte lep teden pa peace!